Živijo, dobrodošli v prvi jesenski epizodi, prva sobota v mesecu septembru, če gledate v realnem času, podcast Umetnost lenarjenja. In čaka nas seveda en tak mal bolj, temačen čas leta in tudi čas, ki je z nekakim nihanjem razpoloženja in nižjim razpoloženjem povezan. Mogoče ste slišali že kdaj najbrž tudi frazo smeh je pol zdravja in jaz sem navdušen, da vam predstavim mojega sogovornika današnjega, to je Sašo Stare. Sem v bistvu kar prepričan, da ga ni treba zelo predstavljati, kdorkoli od vas je kdaj gledal televizijo v življenju, ga je najbrž že kdaj opazil, mogoče ste opazili njegov stand-up, kakorkoli stvari, ki ga najdete, med drugim bom dal spodaj v povezavo v opis epizode. Kot boste videli pa, jaz sem zelo želel neko epizodo o humorju, o nekakšnem mestu humorja v življenju, v stresnih situacijah, kako pomaga, kje je primeren, kje morda ni. In Sašo se mi je zdel super sogovornik za tako resno obdelavo tega primera, seveda pa si lahko predstavljate, da najin pogovor ni bil samo ali pa pretežno samo resen. Tako da upam, da boste toliko uživali v tem pogovoru, kot sem jaz. Lahko rečem, da sem prišel že dobre volje na najin podcast, ampak zdaj grem pa še dvakrat toliko sproščen, razbremenjen in nasmejan domov. Tako da želim vam eno prijetno uro, mislim, da je okoli 1 uro traja, da sva se vse zmenila in upam, da boste tudi vi na konci rekli, ok, to je bil pa en prijeten čas lenarjenja in smeha. Živijo, Saša. Zdravo! Koliko si energetičen? Lepo. Živčen sem. Živčen si? Ja. Ja, nisi vajen nastopanja pa to? Ne, zato ker sem malo sem poslušal tvoj podcast. In imaš čisto vse doktorje, pa neke izjemne ljudi, pa svojega fotra, svojo ženo. Edini, ki niso doktorji, so pač, je tvoj fotor, pa Nik Škrlec. Kar zdaj sem jaz, en komik. Jaz sem najprej z mojo bebo debatirala, da mogoče nisi zafrknil. Pa si hotel doktor Stareta. Pa sem bil pa tako zdaj že awkward, če spremenim. Ja. Zdaj že odpisal. V resnici si v 4 sekundah potrdil, ne? Tako da. Yes. A si čakal sporočilo z odprtim telefonom. Jaz ko sam gledam, pa čakam, da mi David piše. Nisem čakal kar dolg časa. Veš kaj, jaz sem naredil svoj research, prej sem te povabil. Pač za vsakega gosta nekako ponavadi odprem Google, če ne drugega, pa preberem malo, kaj se dogaja, kdo je ta človek. In vem, da si mi ti rekel, nekaj časa nazaj sem videl na Instagramu, da so ti neki zlorabili ime pa to, in sem ti rekel, zakaj nimaš confirmed account? Ja. In si rekel, da si probal in da je Instagram večkrat probal. Večkrat probal. Ja. In da se je Instagram odločil, da nisi dost slaven za to. Nisem dovolj. Kar je bilo meni čuden, ker moram reči, ta research o tebi je bil ful zanimiv, ko sem ga jaz naredil na Google. Par stvari, ki sem jih prebral o tebi. Sprav neka generalna predstavitev, Sašo Stare je improvizator, komik in načeloma dober človek, razen v prometu. To si ne izmišljujem, to je pisal na GZS. Gospodarski zbornici. Mogoče bojo zdaj umaknili, v času snemali. Enkrat sem za njih nekaj delal. Pa si to povedal, ali so ekstrapolirali, da si dober človek, razen v prometu? A si jih kam pelil, koga od njih? Ne, to vem, da. Ja, ne, to sem jim jaz rekel. Si rekel, zakaj? Prva stvar je, da zato, ker sem lih takrat, ko sem delal to iz opisa mojega za stand-up, sem imel v stand-upu en beat, kjer sem govoril o tem, kako sem se razjezil pač na avtocesti. Kako je bilo in je cel beat je v tem, kako sem prehiteval nekoga in mi je se nalimal in sem čutil in začel trovati in sem se mu umaknil in šel mimo in sem mu pokazal sredinca in pa se je zgodilo to. In to se je res zgodilo. To je po različnih dogodkih. Res? On ti je prišel domov. Ej, žena, srečo sem Sašo Stareta. Ja, in kaj je bilo? Sredinca mi pokazal. Žena. Ne. Še nikoli mi nisi bil tako všeč. Ne, in sem imel ta bit in ta bit je tako
malo daljši bil, no, trenutno je, mislim, da na Vojo lahko gledate, v stand-upu sem ga lih dal ven, tako da ne delam več na stand-upu. Trenutno in je bilo tako, da so se potem tist, kaj prehitiš, pa se malo zabremzaš, to je on meni naredil, jaz njemu. Pa sva šla ven, neki mi sledil, pa sva šla na krožišče, pa je hotel iti ven, kao je jadijo dosma z tega sledenja, pa sem jaz rekel, ne razumem, pa jaz tebi sledil. Ta neka jeza je bila v meni, kaj nisem do takrat, ko se je zgodila, nikoli še čutim. Pa je ratala mi smešna na koncu, ker se je zaključila s tem, da so se objela, pa vse tako pomirila. In pa, ko sem ta bit začel delati, najboljša stvar po nastopih se zgodi, ko ti folk prije, pa ti svojo verzijo, ali pa pomeni, da si se dotaknil nečesa, kaj je skupno ljudem. Zdaj boš rekel, da je ta voznik prišel. Ne, ta voznik ne. Bil v publiki. Ampak je nisva se objela zares. Kaj si to rekel? Dala sem si roka. Ne, nisva se res objela. To je res. To je moj avtorski doprinos. Dala sem si pa roko, pa zelo smo se spoštovali. To je zelo odraslo. Zaključek. Ljudje so prišli, pa so mi razlagali o tem, kakšne so njihove izkušnje bile s prometom. Kaj je bilo, kako je bilo, kje so se razjezili, kako je en drug bil. In je bilo tako in je neka jeza je v nas v avtu. Zdaj, lih v podcastu so zadnjič z Alešem imela, zakaj se ljudje razjezijo v avtomobilih in to je bilo moje geslo, ko sem to bral in me je presenetil čist, je bilo zato, ker je avtomobil je popolna psihološka past, da se razjeziš. Ti si tam noter v svojem zaprci noter, tako da imaš feeling, da si varen, da je to tvoj kontroliran prostor, ne? In se lahko pizdiš ven, ker ti noben ne more, a lahko pizdiš, rečem. To kakšen podcast je to? Lahko se razburiš. Ok, boljše, če kaš na otrok posluša. Lahko se razburiš, kakor hočeš, ne? In vse je varno in ti imaš vse pod kontrolo, ne? Tako da je res super je, pa tudi mogoče nimaš kontrole nad svojim lifeom, tako ne. Kaj se meni tudi zdi, da v avtu imaš ti občutek, až ti lahko zelo hitro priješ od točke A do točke B. Če ne bi bilo vmes še toliko drugih. Ti veš, da ta tvoj avto bi šel, takoj čez in vidiš tam cilj kdaj, vidiš v nocepa, gužva je, en se ti uriva. In to se mi zdi ta frustracija med tem, kaj lahko narediš, pa kaj v resnici ne moreš. Vsi večno malo zamujamo, ni tako? Tako čist malo. Mislim, se mi zdi, da če bi vsi sam sprejeli, da vsi malo zamujamo, da bi bili ful bolj sproščeni. Delnih akademskih 5, da je vsakmu v lifeu. Veš, kaj je bolj meni zelo všeč? Imel sem en pogovor v knjigi z Maj Valerij vodil, pogovor iz Vala 202 in on je rekel, da ima zelo rad podcaste in pa je rekel, da ima on zelo rad gužve na cesti, kar sem prvič slišal, da mi nekdo rekel. Ali pa gužve v trgovini. Ker ima čas poslušati. In je rekel, da se mu zdi, da takrat nekdo drug za njega pritisne na pauzo. A življenje, ni tako, da se on ostal pa reče, da se je umiril, ampak tako življenje mu da pauzo, čeprav ni pripravljen ali pa noče. In pol, kaj boš naredil s to pauzo? In pač jaz vem, se spomnim enkrat, ko sem bil še, ne vem, star 13 let, moj stric Grega me je pelil, pač v Grosuplje smo šli in je bila tako voznica že takrat čist polna in vem, da je še neka nesreča in mi smo tako čist počas šli, jaz sem neki otrok, pač malo je bilo dolg čas in on je nažgal musko in začel plesati na voznikovem sedežu, plesati najbolj, tako da gremo. In jaz tako še gledam, všeč mi, in pa pogledam levo, veš, tako na avto soseden in en tip za volanom je gledal v naš avto, kada bo poklical, ne vem, policijo. Gledal mojega strica, tako pač ta človek ni varen za okolo otroka, veš, zakaj je on vesel, ne? Ful je weird, da ti si lahko zamorjen, kakor češ v avtu, recimo, pa ne bo noben ne bo nič dvakrat pogledal. Boš pogledal, šli do enega utrujenega, zmatranega, pa je rekel, to je life. To je life. Če si pa nasmejan ali pa karkoli, pa te folk pogleda, to je čuden. A ni to narobe? Je malo. Sploh zato, ker, kot bova videla tekom pogovora, imam pripravljen za te par študij strokovnih. Ponavljam, nisem doktor. En kolega mi je zato rekel, zato sem dal ta slab promet noter, ker se mi zdi, to je ena izmed najbolj človeških stvari. Ta neka jeza, frustracija. Ko vsak je imel, en moj friend je imel to zgodbo, da je enkrat skoraj zbil enega kolesarja, zato ker je šel kolesar čez rdečo. In je bil tako, in mu neki pa sredinca, pa to, in pa se je odpeljal naprej. Pa se je mogel ostati na naslednji rdeči in kolesar ga je ujel. In mu je začel težiti, kva je neki, so oba drla drug na druga. In pa je on tako bil, kva mi neki sredinca kažeš, pa tako, skor sem te zbol. Pa je bil on tako, ja pa kaj, če si me skor zbol, sej moj life, kva je, sej jaz sploh delam kar pa, bi rekel, tvoj life, jaz bi se cel life sekiral, da sem te zbol. Pa je bil on tako, jaz sploh nisem pomislil na to. Na nekaj smo se prišla skupaj. Kaj je bolj človeškega, starja, veš? To je pa dobro,
Tako da ja, no. Bote, Sploh nisem bil. če nisi jezen, mislim, to je čisto ok. Bodi jezen, vsa čustva so ok. Ampak lahko si pa tudi nasmejan, kdaj z drugimi nasmejan. Ok, študije. Ali smo že na to, ali bi rad? Še par stvari, ki sem jih najdel, ko sem te raziskoval. Pol je bilo spet je komik, voditelj, od pomladi tudi plesalec. Veš, da mi je rekla žena, Ester mi je rekla, dej, Sašo, to boš imel, kaj, on je bil tam na Zvezde plešajo in po naslednjem stavku ne bil. Čeprav mislim, da je hiter izpadel, zdaj pa ne vem, če se spomnim na to prav, jaz nisem gledal, kako ti je šlo? Mislim, da je to 12 oddaj bilo. Ja, mislim, relativno hiter sem izpadel za verjetno povprečnega gledalca, ker gledaš celo sezono. Za mene osebno jaz nisem hiter izpadel. Moj edini cilj v tisti oddaji je bil ne biti prvi, kaj izpade. To je bil moj, realno gledano, nikoli v lifeu nisem, bolno fair, nikoli nisem plesal. Nikoli. Jaz tudi do poroke nisem bil na enem tečaju, mogoče za maturo, če smo imeli neki. No, jaz še poročen nisem. Jaz sem maturanc, to je bilo pa še ti veš, da sem nas malo takole gledali. Vi kar pite, pa žurite, za vse. Tako da nisem nikoli plesal in tudi ne moreš, kaj zdaj pa neki ful ocenjujete, ful resno. Ja, pa neka resna komisija. Pa špičke tam nisi naredil, pa vse, pa zato seveda nisem. Jaz včeraj nisem vedel, kaj špičke so. A veš, in je... Tako da je bilo to. Tako da nisem hotel prvi spaliti. Nisem. Jaz sem mislim, da sem 4. ali 5. A pa si, od takrat, če kaj plešeš, ti je to še tako? Ja. Da ti je pa ratalo še? Ples je bil ena izmed najboljših vad, tako telesnih vad, ki sem jih imel. Vse to, kar si bil na, res tega ne veš, smo se že pogovarjali, da si ti jiu-jitsu, ne? Ja. No, jaz sem taekwondo včasih treniral. Ples je bil najbližji taekwondoju od vseh vad, ki sem jih kadarkoli delal. Je zaradi tega, ker prenos teže, težišča, ravnotežje, korake se veš, v bistvu je tako, da bi ene kate vadil. Ja, pa tudi je drugače, tudi zelo aerobna vadba, lahko, ne? Ja. In jaz vem, da ples je meni tako kot petje. Ful mi je všeč, ker dokler delam to sam, se mi zdi, da sem ful dober. Ja. Dokler ne vidim enega posnetka ali pa da kdo drug da svoje iskreno mnenje. In tudi vem, da smo imel en tak reality check. Zdaj strmava Nintendo Switch, a veš, imava neko igro, ki pač plešeš, ne? Ja. Tam ti kaže in ti ful plešeš. In jaz sem to vzel toliko resno, da se res tudi prešvitaš med COVID-om, med pandemijo, ki smo bili to je bila meni vadba aerobna, ne? Se je. In sem bila takrat na mesarski, kjer so tako okna, še eno naspod drugi ful, ne? In jaz sem plesal na polno, sva skupaj neki, ne, prešvican. In pa sem še rekel, če kdo zdaj tle gleda, če sta okna iz sosedov, največ misli, da so to neki profesionalni plesalci, ki morajo vaditi. Ne moram tako pogleda. Ne misli tega. Sploh se ni ustavljal za sekundo. Gleda, en nor človek maha okoli. To je. Aj tista ženska v nevarnosti. To imamo mi dva, jaz to so enkrat zalašam, za petje sicer govorila, ampak za ples je ista zadeva. A si profesionalen plesalc? Ne. A si profesionalen pevc? Ne. Koga briga pa, če fušaš? No, evo, ti to delaš zaradi sebe, pa zaradi svojega veselja. To nima veze. Ja. A veš, ne? Jaz ne bi rekel, da zdaj sem nek ful plesalc. Sam je pa res, da takrat, ko sem plesal, sem treniral 3 do 5 ur na dan ta ples. Zato, da ne bi takoj ven letel. Tako da prosim, Ester, nisem ful hiter ven šel. Okay? To je bilo ogromen ur truda, pa Švica, pa zgubil sem 10 kil v njih 2 mesecih. Nikoli me ne bo oprostila, da sem jo omenil. Ne, se živo je zdrav. Tako da sem ful se potrudil in sem ful dober, vse me je bolel, kar odkašal sem mogoče vse me je bolel, vse je bilo tako da meni je bilo to res je ful dobro vadba in potem, kaj ostane ti? Jaz sem unih valčkov, sem jih treniral non-stop in po je prišla, sem bil priča na poroki od mojega najboljšega prijatelja. Ja. In sem priča, mora tudi zaplesati, ne? Ja, seveda. No, in sem jaz zdaj, jaz sem opazil na oni progi, da sem ful bolj samozavesten v plesu, odkar sem bil, jaz sem tam švigal gor pa dol in sva šla tam in morala mi tudi mira zaplesati priči neki ples in greva skupaj. In zdaj pa en problem je, ki je nastal tukaj, kaj ima, mi je nerodno to razlagati, ampak kar sva Tadejo, to je moja soplesalka v Zvezde plešajo, kar sva plesala, oni plešajo ta
valček, kot da je dvoranski ples. Se pravi, to pomeni, da delaš dolge korake, da priješ čez celo dvorano in tako smo mi se to učili. In ona je mene non-stop na vajah mi rekla, stop bolj med moje noge pač, ne. Ona stop nazaj, ampak ti moraš pa ful stopati naprej in pa kar drsiš po plesišču, ne. In stop bolj. In me je to zdrilala, da ker sem zdaj bil na tem plesu s na drugo pričo, sem jaz stopil Lorenz. Ona pa ni vedela, da nam to naredil, ker normalni valčki nimajo tok tega. Dobar. Ja, in sem bil tako pojmal, jaz se prečujem. Kam si obrcnil? Sorry, tadej je kriva. Tako eno cvato, a ni bil on na Zvezde pleše? Zakaj to naredil? Tako da je cool. Ja, ples je, če boš daj dobo, da ti nekdo drug plača zasebne ure plesa s vrhunsko plesalko, reči ja. To pa absolutno. Sam še eno stvar, ki sem prebral, pa mi je zanimiva. Evo. In to je na standups.com ali nekaj tako, ena taka spletna stran. Zase pravi, to je tvoj da je egocentrik, katerega največja želja bi bila skočiti nazaj v čas in spoznati samega sebe. Ja, to je bilo, ko sem bil mlajši. Že takrat si hotel še mlajšega spoznati. Takrat sem hotel, takrat sem bil ful navdušen sam nad sabo, zdaj, ko sem starejši. Ne rabim. The best. Ja. Ker pa se pa nadaljuje. Če bi le ne bil tako len, da bi izgradil časovni stroj. In mene ta tvoja skromnost me navdihuje. Ne, edin razlog, da ne zgradiš časovnega stroja, je, da nimaš časa. Ja. Da nima discipline. Mogoče, ja. Edina stvar, ki me nazaj drži, sem jaz. Mogoče te v imenu človeštva, mogoče lahko prosim, da greš preko te ovire in narediš nekaj za nas, ker to mislim, da bi bila kar fajn kreacija. Ne. Se ti zdi? Jaz pa mislim, da bi ljudje pomislili, kaj bi bilo, če bi naredil, pa pust, da je to, da bi folk šel nazaj biti Hitlerja, pa te zadeve. Ampak to sem videl eno dobro sceno. Ne. En prija iz tega časovnega stroja, pa reče, evo me, ubil sem Hitlerja in en drug prav. Kdo je Hitler? Ta je enega ubil in ga dajo zapor. To tako da, veš, čestitam, ampak ne. This guy killed the baby, mislim, da je to bilo nekaj tako. I killed baby Hitler. Who's Hitler? This guy killed the baby. No, tako nekako, pazi na to, kaj delaš časovnim strojem. Ne, to, bolj tako, ti bi šel nazaj, ti bi izumil časovni stroj. Vsi ga zdaj lahko uporabljajo. Vse, kaj bi se zgodilo? Kar naenkrat bi nekdo, en marketing guru imel idejo, kaj pa če mi gremo od zadaj, takrat, ko je Da Vinci sliko Mona Liso, pa damo od zadaj en pa not Coca-Cole. A veš, kaj bi bilo? Se veš, da bi to bilo. Kar naenkrat bi ti tomu luro gledal, pa bi bil, zakaj je Coca-Cola od zadaj za Mona Liso? What the fuck je to? Kaj veš, niti ne mislim te grozne stvari, mislim te vsakdanje. V bistvu dober, da nisi tega naredil. Tako da ni za kaj človeštvo, nikoli ne bom izumil časovnega stroja. Daj povej mi, kako postaneš profesionalni komik? Oh, Jesus. Po nesreč. Po nesreč postaneš profesionalni komik. A si tako komik in pol si enkrat po nesreč tako dober, da so tako, ti si profesionalni komik in si tako, ne, kaj sem naredil v svojem življenju. Jaz mislim, da si profesionalni karkoli, dokler si plača za to. A veš? Čeprav veliko ljudi, ki so zelo amaterski v tem, kar delajo, dobi nek denar. Ja, ampak a živiš samo od tega, recimo, ne? Mislim, samo od tega, pretežno od tega. To se mi zdi, da kako bi to rekel? Kaj, recimo, če en reče, rabimo komika, ne? Ja. Pa pomisli nate. Ne pomisli nate zato, ker Saša Stareba živi od tega, ampak če reče, da imamo enega profesionalnega, dobrega komika, ne? In te zato vzame, ne? Pravi, da je neka druga izbirni proces tukaj. Ja, je, itak je. Ampak... Mislim, ti si rekel v srednji šoli, ti si bil v improligi, najbrž si užival v tem, a si si kdaj rekel, jaz bi to delal pač v življenju? Iskreno povedano, takrat nisem vedel, da je to mogoče. Moji starši niso vedeli, da je to mogoče. Moji starši mogoče še zdaj ne vejo, a je to zares mogoče, ali ne? Ker je zelo neklasičen poklic. Ja. Veš, nisi zdravnik, gasilec ali pa policaj, ampak si komik. Veš kaj, meni je to najbolj smiselna stvar za mene. Meni je, če jaz ne skozi to prizmo humorja ne dojemam realnosti pa vseh absurdov, ki se dogajajo, imam feeling, da bi lahko iznorel ali pa nekaj, mislim, tako veš, to je meni res najbolj smiselno, ker vse je dost relativno joke, se mi zdi, na nekem nivoju. Tudi najbolj resne stvari mogoče. V bistvu, ko se zgodi kakšna resna stvar v življenju, se veliko ljudi zateče v humorju. Gallows humor je z razlogom prisoten toliko časa, kot človeštvo, zaradi tega, ker grozne stvari si mi rabimo nekje jih rabimo sprocesirati. Točno to.
in humor je doskrat to. Tako da meni je to bila smiselna stvar, sem pa čisto po nesreči. Jaz sem začel delati Šilo, to mi je bil, Šila je bila šolska improliga, potem sem šel v improligo po srednji šoli, ko sem šel na faks, študiral je težka beseda, ampak šel sem na faks, teologijo pa filozofijo. Okay. Zelo resne zadeve. Ja, in sem malo se tam nekaj časa, se me je ful zanimal, sam nekje tekom faksa sem ugotovil, da ne vem, ker sem začel razmišljati, kaj hočem delati v life, pa to edine stvari, ki so bile meni smiselne, so bile v rangu komedije pa tega. Tako da sem začel, bolj sem pustil faks prestran, pa sem ga čist se nekako losal, pa sem se začel izobraževati v smeri bolj stand-up, oziroma improvizacije, gledališke improvizacije, pa stand-up. To pomeni, hodil sem na vse možne delavnice, kakor sem lahko najdel izven Slovenije, po Evropi, kjerkoli smo bili na festivale, na vse to, na vse delavnice. Bil sem v perfektnem času v improvu, ko so hodili te Američani pa Kanačani, ki so tako kar imena, mislim, tako vidiš jih v serijah, pa to neki pa poznaš jih iz sveta, so hodili k nam, pa imeli delavnice tle in sem vse to, karkoli sem požaril, sem res vse prebral, vse knjige, vse to. In sem se imel ful dobro in nekje tekom tega je to rato moj job. Pa bolj, ker sem to delal, boljši sem hotel biti. Ja, mislim, se zelo cenim to dejansko, kar si rekel, da si pomislil tudi, kako izpili to veščino. Zdaj tle je nekaj, kar se imenuje smisel za humor. In to se sliši kot nekaj, kar more biti prirojen. In najbrž je, mislim, zihar je. Znači, ti si lahko bolj ali manj duhovit. Je pa neka veščina, ki spiliš. Če dam primer šahistov, ti lahko greš šahovsko šolo, kadarkoli v življenju lahko učiš, bereš, gledaš stare tiste programe, gledaš partije, preigravaš, ampak imaš pa nekaj, kar se imenuje pač child prodigy. In so tisti, ki pri 7 igrajo, pri 10 zmagajo pač vse, ki študirajo cele dneve in pri 13 so vele mojstri. A veš, in to je pa nek princip, kako možgani funkcionirajo. In mislim, da to najbrž tudi predispozicija, ki jo recimo ti in neki dobri komiki imajo, ker, a veš, ti, ko jaz nekaj rečem in se ti duhovito odzoveš. Ni to, da si tako na uni delavnici, Kanačan rekel, da, ampak te pač neke povezave podzavestno ruknejo odgovor. In to enim ruknejo prej kot drugim. Dobro, sam jaz se rad smejem, pa rad nasmejem ljudi, pa zabavno, meni je tako pogovor zabaven rata, če se malo hecamo pa vse to. Tako da to je tudi, mislim, imajo tudi to, da probaš sebe, probaš ne umreti dolg čas. Ne dolg čas. Nisem hotel. To je nevarnost, ko sem te povabil na podcast, si rekel. Nisem to mislil. Survival instinct se je pržgal. Zdaj vidim, zakaj si bil res živčen, da priješ. Ne mislim zdaj. Mislim tako, v splošnem lifeu probam, meni je cool nasmejati ljudi. Je mogoče malo prirojeno. Moja familija nasplošno se zelo rada zafrkava. Tako da to je verjetno neki ima zraven pri tem. Ampak v osnovi pa mislim, veš kako je, takoj, ko začnem, ne maram tega razlagati, zato takoj, ko začneš o tem razlagati, se mi zdi, da za ljudi, ki niso komiki, je to ful en rek je, ki ga imamo med komiki, ne vem, kdo ga je že rekel. Je rekel, misel lahko, humor je tako kot žaba, ne? To je ameriška primera, nek ameriški komik, tako kot ona žaba, ki jo imajo v filmih vidiš, ko oni še včasih so secirali une žabe. Ja, pri biologiji. Humor je tako kot žaba. Pač, sej lahko jo seciraš, pa pogruntaš, kako vse deluje, sam tekom tega žaba umre. Ful dobro. The best. Tako da mi je ful težko o tem govoriti, ampak resnično je pa tako, da je stand-up oziroma komedija nasplošno je ful ni toliko zanimiva za delati, kot razgleda na ven, zato ker je ful veliko, se pravi, mi da se tukaj, vse sem že mal, hočem se zabavati, pa pripravljeni odgovori, sam če pa govorimo o rutini, kaj pa na odru, recimo, to je pa naredim, se posnamem, ali pa si zapisujem, po nastopu takoj zapisujem, posnamem, grem pogledat, vidim, kaj je bilo v redu, kaj ni bilo, sistematično, analitično, zakaj nekaj ni funkcioniralo, kaj je funkcioniralo, zakaj je funkcioniralo, kako lahko naredim ono, kar ni funkcioniralo, da bo funkcioniralo, kako lahko tisto, kaj je funkcioniralo, naredim, da bo še bolj funkcioniralo, pa včasih nimaš ideje, pa ker vržeš stran, včasih si tom drugič uporabil. Ful je nezanimiv del to v resnici. Ni tako, da sam prideš.
More pa zgledati tako, to je pa trik tega. No, se to je. More pa zgledati, da prideš gor, pa kar, par forc imam. Bomo videli, če se še kaj spomnim. Ampak ta primer z žrabo mi je res všeč in vidim, da lahko si predstavljam, da vaja in priprava tega ni tako zabavna, kot je potem izvedba najbolj še bolj zabavna, ne? Ampak tudi ta izvedba, ti si unžal, 10krat že slišal, videl, se posnel, pogledal, spremenil in videl sem pa tudi par tvojih posnetkov na Instagramu, zelo zabavnih teh improvizacij s publiko, to pa še not, tiste pa tudi najbolj štep od vsega ful zabavno. Ne? To je gušt, ampak moraš pa imeti še okoli tega strukturiran nastop, zato da se pravi, vse drugo je pripravljeno, pa imaš pa plac, ker če bi pa šel samo mislim, da bi rekel, sprot malo se odločil, ko vam povedal, pa je pa to preveč. Koliko pa je tega tako med nama? Pa vsemi, ki poslušajo. Koliko je tega, da postaviš enega v publiko, pa si tako, dvigan roko, pa se nekaj zader. Nikoli. Gledam, kakšne te britanske komike, pa to, se kdaj toliko poklop z njihovim... To so oni večji, ki imajo milijone pogledov. Se je kdaj zgodil, jaz tega nikoli. Tako sem mislil v našem... Sam jaz sem malo specifičen, jaz sem iz impra prišel, pa mi je vsakeč, kaj je to, mi je to izziv. En cel joke sem imel, ki je temeljil na temu, da sem rekel, dajte mi različne poklice, pa mi je banče na to delal, pa take zadeve. Tako na meni je to fajn delati. Vem, da ene komike to ful zmot, če se kdo oglasi med njihovim nastopom. Čuden, to se mi zdi tako najbolj pričakovana stvar skoraj. Ampak niso vsi, eni so ful, to moram povedati, ful smo različni v resnici. Seveda. Ampak te, ki jih podam na Instagram, so pa to je pa random se zgodi, pa nimaš ga nikjer več za ponuditi. Nikoli več ne bo ta joke prišel, pa ga podam lahko. Se moram še malo jih objaviti. Tle bi se navezal na to tvojo, kar si zelo dobro izpostavil, ki si rekel, da te nekako rešuje lahko ta prizma humorja, tudi v ta gelov, se pravi, ne obešenjarski. Črn humor. Humor splošno, jaz ne maram. Črn humor, recimo. Črn humor je tudi del tega. Da je vedno za njega prostor in to je, ne vem, če tako pomisliš, kako lahko humor v sekundi razbremeni neko situacijo. Jaz ti lahko dam en primer, sva pač prvega otroka dobila 2 leti nazaj, bo zdale, oziroma je bilo, ta podcast prijel v septembra, konec julija ima rojsten dan, moja Mina, in to rojstvo otroka je zdaj sta oba zelo šokirala, tako je bilo malo. Ne samo rojstvo. Presenetno. Jaz sem mislil, da si se malo zredila. Ne samo rojstvo. Kako se je življenje spremeni, verjetno. Neposredno. Rojstvo sva malo pričakovala. Malo, nekaj je bilo. In vem, da tam, veš, kar naenkrat. Dobar, se vem, da si zobozdravnica, samo to bi pa lahko opazila. Da ne govorimo, da sem jaz doktor. Neposredno po rojstvu. Ni več spanja, pa si misliš, dojenček bo kot v filmih samo luškan in to, pa poliva, noče jest, mu teče ven, to ti ne spiš, se joka, pol noče jest, čeprav je lačen, vidiš ga, vse. In vem, da enkrat je bila moja tašča na obisku, jaz sem krasno taščo, jaz se ne morem z nobenim unim jokom o taščah, tako res, da še ti povej v kamero. Jaz se No in pride ona in jo pač moja žena to laž, tako svojih čerkov, Ester se je zaupal, vse, ne vem tega, noče jest, hoče to, samo joka, in pač ona ni vedela, tašča ni vedela, kaj nas sploh reče, in prav, mislim, je pa luškana, ne, pa prav Ester, čist resno, to jo rešuje. Ampak, veš, v sekundi, ki je to rekla, iz tistega zatraumiranja frustracija ven, ne? Malo nasmešek začnejo, in se vsi začnejo malo giglati, in vidiš, kako se sprosti ta napetost in se vidne. In jaz ti povem, nas kdaj vprašajo tudi mene, recimo v moji knjigi, ki je vseeno tudi komično zasnovana, kako se lahko hecaš v teh časih, ne? Kako ste se vi v službi in to v COVID intenzivi, v smrt, intubatorji, ventilatorji, intubacije, skafandri, ampak ti povem, da znotraj, seveda tukaj je jasna ločnica tega, kar ti najbolj dobro poznaš dobrega okusa. Ne, absolutno, ne greš do pacienta, do svojca, intubiranje. Ne, ampak pol, znotraj ekipe, ne, pa moraš, to je nek preživetveni koncept, se mi zdi. Jaz sem kakšen mesec nazaj sem govoril z enim, kaj so ti prvi posredovalci, ne? Ki so prvi na kraju nesreča po vse to. In je isto rekel, da pač v nekem s tem, kako so oni med sabo komunicirajo, da morajo neko
da imajo nek humor, neki morajo, in da vsak, ki prije noter, ga takoj dajo v to, zaradi tega, ker je rekel, če mi ne sprocesiramo tega čez eno prizmo humorja, greš dan, pa sanjaš te stvari, pa te morijo, pa moraš pristojno psihijati. Mislim, nekje mora nekje jeti ven. To je mogoče en izmed najbolj zdravih ventilov, če me vprašaš. In dejansko tudi veliko raziskav je bilo narejeno, tudi psiholoških na to temo, in tudi kaže, da je coping mehanizmi, se pravi spopadanje z neko realnostjo in stresnimi situacijami je boljši, neke samozavesti izboljša, splošno počutje, se ti bom pa povedal sam, kar sem hotel reči je, da ti ko na ta način dojemaš, to sem hotel reči, da ni vsak humor enako vreden, in da nek humor, ki je agresiven, poniževalen do drugih ali pa do sebe, kaj sem spet naredil, kako sem jaz idiot, razen če je res kot cinično, da ne jemlješ resno. Se pravi, da najboljš je nek humor, ki ni agresiven, najbolj se hecati sebe, tako zdravo, to je Monty Python, moj najljubši, vsega časa, britanski, najbolj kdo pozna Monty Python, moja starša sta bila v Londonu takrat, ko so bili oni aktualni, in je v času, ko so bili na TV-ju, so bile prazne ulice, nobenega ni bilo zunaj, vsi so to gledali. Se pravi, če ta humor tak neprijeten, poniževan, ker to so kakšni slabi humoristi, slabi komiki, se mi zdi, da se obešajo na druge. V tem primeru ne, ampak če pa to nek zdrav, se pravi z neko zdravo pametjo, je pa ta humor beneficial. To so eno debato, prosti, kad te prekinjam. Enkrat smo z Juretom Karasom, Slon, iz Slon in Sareš, smo imela eno zanimivo debato, ko so prišla do tega, da v bistvu zmeraj je lažje delati negativne joke. To je lažje. Zmeraj je lažje, zato ker lažje vidiš nekaj, kar je narobe, lažje se delaš norce iz tega, to je ta lažji del. In to je tudi tisto, kar velikih najde, to prvo, kar je, zato so roasti popularni. Se roasti so lahko čisto fajn, samo v večjih, pa rad to delam, ampak je pa tako, da to ni vse, kar je od komedije. Če pa to vse, kar delaš kot komik, je pa po moje to ni najboljši znak. Se zelo strinjam. In jaz ti rečem, da za mojo to nekako knjigo, ki bo spet o zdravstvu, ko jo bom napisal, imam jaz že 40 zabeležk na novcih, ker se čisto spontano v našem delu dogajajo to krasne stvari. Zanj sem enega bolnika imel, mislim, tako, kot si rekel, spopadanje, vse ti lahko povem situacijo. Pač ti, ko preden greš bolnika pogledati, ponad prebereš malo, kaj je z njim, da malo pričakuješ, pa veš, in si malo izoblikuješ neko mnenje. In jaz vidim, ta človek je bil sprejet in ko sem bral, kaj z njimi in kaj vse je imel in kaj vse je doživel, sem si predstavljal, to bo en bogi gospod, tam komi bo ležal, ne bo se pogovarjal z mano, veš, tako bo zvit v kontrakturah, dobro, gremo, prijem jaz not, gospod starejši, leži, tako ima časopis, očala, tle ima neko kokolico ali neko kokto, tako bere, neko križanko bo rešval, senčnik ima pripravljen, jaz prijem, tako gledam, dober dan, se pogovarja, sem mu pa direkt rekel, gospod, glede na to, kar sem prebral, mislim, jaz tako furat pohvalim bolnika. Enkrat sem eno pacientko v urgencih to hvalil, da je rekla, jaz sem pa še kdaj prišla. Sem si mislil, ne, prosim, to ni bil cilj. No, ampak on je sem mu rekel, lejte, gospod, moram vam čisto iskreno reči, da super izgledate, glede na to, kaj sem prebral o vas. In on mi je rekel tako, čisto iskreno, ne, gospod doktor, jaz bi bil čisto zdrav, če ne bi bil neozdravljivo bolan. Res, kratko roko sem mu dal. In sem vesel, da sem ga spoznal, pa ni tako, da ne bo to zdaj ful depresivno, ni tako, da je bil neozdravljivo bolan, da bo umrl v parih urah, ampak pač imel je neko situacijo, tako, ampak ta stavek, sem rekel, to bo šlo v knjigo in to sem si zapomnil. Fora je, da ljudje, ki so ponovadi, doskrat smo delali kakšne nastope ali pa kaj, se pravi, imaš kakšno društvo, ne vem, slepih pa slabovidnih ali pa kaj tega, pa za različne, pa delamo za različne stvari, smo delali še nastope skozi leta, za različne organizacije, za različne dogodke. In zmeraj, ko prideš v družbo ljudi, ki recimo ni jim lih najbolj bilo v življenju z rožcem poslan ali kako bi to rekel, ne vem, kako se zares izraziti, te ljudje so mogli jeti čez nekaj, kar večina ljudi nikoli ne bo šla. In so mogli najti neko voljo pa neki vseb, da grejo naprej, ker baš ker lahko tudi ne bi, mislim, veš, kakšne stvari so, in imaš in kako, neka volja
do življenja, pa nek veselje, pa neka zafrkancija, pa ogromen črnega humorja, pa ogromen hecanja iz lastnih situacij, pa vse to je čisto, to je normalno. To so eni izmed najlepših spominov, mogoče, ki si v neki, kaj veselja, zafrkancija, vsega tega je ful. To je meni the best. No? Mislim, normalno je to, človeško je. In lažje ti je, ne? Velika te stiske, recimo jaz sem imel to s spanjem, meni se je zdelo to nedotakljivo. Jaz se nisem z nobenim hotel pogovarjati, razen z najbolj ozkimi družinskimi člani o spanju, o mojih nespečnostih, o nečem, ker to je to grozen, da rajš pustne. Ampak v trenutku, ko to potegneš ven iz tega ozadja, veš, in začneš o tem govoriti, pa začneš, priješ v službo, spet sem 3 ure spal, kar nekaj me je stiskalo, da brez veze sem bil živčen, kar nekaj. Ko potegneš v resnični svet to stisko, rata oprijemljiva in se lahko tudi zafrkavaš iz njega. In ko se zafrkavaš, rata manj grozno, manj pošast. Ne smeš pričakovati, da bo zginila instantno. Takrat sem vedno dobro spal, ampak to ti v sekundi si obrneš. Lej mene, jaz se tam bojim, da me lovi v pradavnini, a jaz ležim v postelji, až kaj. In mislim, tako, na nek način si v sekundi razbremenjen. Ampak gled, zdaj si ful dobro odprl to, se hočem navezati na te stiske in to. Lej, kaj pa misliš? Obstaja neko tako generalno tudi, se mi zdi prepričanje, večkrat sem že prebral, da recimo tisti, ki so tako najbolj duhoviti, pa imajo skozi joke, da so tudi najbolj trpijo oziroma imajo nekaj skrit. Mislim, da so to ljudje, ki so Ne, to ni res. To absolutno ni res. Ker meni se zdi, da to ni... Jaz mislim, da to drži Lej, to je tako, da bi rekel, vsi zdravniki imajo professional lev kolena. Pač ni, valjda. Eme boš imel, ko bojo. Se to, meni se zdi, da če je komik pol se izkaže bil žalosten, depresiven, se bo to bolj opazil, veš, v tej populaciji. In bojo vsi se pol tako, vidiš, to pa te ljudje, ki se skozi smejijo, so očitno. Ampak ni, mislim, da korelacija ne mogoče drži. Mogoče je kontrast problem. Mogoče je tako, da si samo v normalnem življenju si normalen, to. Ampak tako drugače si pa ful zabavan, koliko je depresiven, pa težje je opazati tudi mogoče. Veš, če ima kdo pravo depresijo, meni je primer Robin Williams. A veš, človek, ki je bil obraz tudi našega mladosti, vsega, najboljši film, duhovit, prijeten, prijazen, ljubezniv, kaj se je z njim zgodilo. In mene je takrat to res pretresel. Mene tudi. In dejansko je tudi ena super pesem od Iron Maiden, ki so njemu na čas napisali. Naslov je Tears of a Clown. Krasen komad, poslušaj, in tudi drugim pač priporočam, tudi tisti, ki ne marajo metala, ni sam nažiganje. Tekst je krasen, ganljiv, dober komad. Prav o tem piše, kako je on zadaj skrival neko žalost, ki je bila neopaznjena. Noben ni vedel tega. Družina je vedela, mogoče. Pa itak, če se prav spomnim, itak on ni imel samo depresijo, ali ima neko z možganskimi nekih spremembami povezano depresijo. Se ne spomnim več. Imel je neka scena je bila, da so ene spremembe možganih bile, ki so vodile v depresijo, kar pomeni, da mu tudi verjetno tiste neke tablete, ki jih ponovadi dajo za depresijo, ne bi naredili, oziroma mu niso mogli pomagati. To je bilo je pa noro drugače, da je kljub temu, a veš, uspel tako nastopati pristno. Ker jaz, kadar sem jaz res žalosten, slave volje, pa bi meni rekel, pet na oder, pa, a veš, mislim, težko se mi zdi, da bi takrat lahko pristno bil presepno. Meni je, a veš kaj je, dvigneti endorfine. Maybe je to. To pa ti res je. Kaj jaz sem nekako, kad toliko nastopaš, kakor jaz, ti je to neka normala. Ne gre za to, da greš se pretvarjati, da je vse v redu, ker jaz sem imel kakšno stvar, ko sem imel res, ne vem, recimo, kakšno težko stvar v življenju, pa sem vse šel na oder. Mogoče včasih celo, da sem rekel, lahko grem zraven, se ne rabim biti plačan, zato tega, ker to je neka normalnost zame. In tako, ker recimo, ko se nekomu kaj zgodi, potem grejo na šiht, ful radi pravi, ne, pej domov, pa počivaj, pa so vsi tako, grem na šiht. Ne morem, doma bom sam razmišljal. To je moj šiht, ne. Tako da, mogoče ne bom imel najboljšega nastopa takrat, ampak raj grem na to, ker tako, ne vem, moj job je pred folkom, tam jaz se dobro počutim, tam jaz neko skupno izkušnjo s folkom probam narediti in to mi je, v bistvu mi je ful pomagalo, ko sem imel kakšno tako, ne vem, recimo, ko mi je, vem, da sem isti dan, ko sem zvedel, da mi je babi umrla, sem šel tudi na oder še zmeraj, zato, ko je bilo to ni bilo načrtno, da sem naredil, samo bilo je, pa je v bistvu bilo ful dober, ampak, mislim, me je pa tudi tako, mislim, tekom, to je bila, jaz sem bil v drugi predstavi, kot vsi drugi impro sem takrat delal, to je bilo ful časa nazaj.
In sem sprocesiral ene stvari, ki po moje bi jih tako mesece trajali, da bi jih, ne vem. Se pa sem šel dol, pa sem se zjokal orang. Ampak mi je bilo normalno biti takrat na odru. Nisem se delal norca iz tega, sam je bila pa mogoče neka skupna izkušnja, ki se res zgodi v nastopu, ki ti nekaj pomeni. Ne vem, ne znam razložiti tega. No. Ja, ne pa to, kar si rekel, aktivirajo se področja možganov, ki sproščajo določene neurotransmiterje, ki so povezani pač s počutjem, z relaksacijo. Ne? Ja, in se boljš počutiš vse za trenutek. Ja, se ka nehaš nastopati, je še kar tema. Kar se želevanja tiče, se mi zdi narobe iskati eno stvar, kako bom jaz zdaj dober takoj. Neka tehnika, meditacija, neki joke, ker v bistvu, če gledaš sosledje, nek človek, ki ti veliko pomeni, če umre, je normalna reakcija, da si žalosten. Jaz sem še zdaj, ko se spomniš nazaj, si žalosten. Točno to. Samo nisi toliko intenzivno, zaradi tega, ker je čas šumim, ampak še kar, jaz se spomnim nazaj na moje babi ali pa na dedija, ki sta že oba žal pokojna, pa imam ful lepih spominov, pa zraven si malo žalosten, ampak ful več imam nekih lepih spominov. Točno to, jaz sem identično izkušnja tudi. In spoha, veš, ko dobiš otroka in sem tako, koliko bi bilo dober, da bi ona spoznala, ko bi bila vesela in potem to res. To so take sladko kisli spomini. In ni tista žalost akutna, takrat bi se zjokal, če bi to pomislil, a veš, zdaj je pa taka zadnji, ampak v resnici to, da jo pa držiš, veš, v glavi, to osebo je pa nek svoj vrsten poklon. In to iskanje takoj prekinimo vso žalost življenja, je v bistvu vodi v stres, ker pač možgani tudi imajo neke negativne emocije. Tako ta svet deluje. Zdaj moraš biti cool, vse čas moraš biti v redu. To tako je, nažalost. Mislim, ni prav to, pa to ne deluje tako. Ampak je pa neka ta, kaj si še kar žalost? Veliko tudi teh knjig, kaj je, o samopomoči. Vedno bodi srečen, vedno. Jaz te citate, ki mi gre na bruha, nekaj preberem, ne vem. Najdi službo, ki ti jo všeč in ne boš delal dneva v svojem življenju. Folk. Ok. Sorry, se lahko le ostava, pa je kuj nadaljevala. Ok, ljudje. Jaz sem imel hobi, ki mi je bil the best, ki sem ga spremenil v šiht. Ja. Kar je po vseh pogledih the best. Zmaga v življenju. Ja. Problem, s tem, da hobi spremeniš v šiht je, da moraš nujno najti nov hobi pol. Jaz sem to ful prepozen sem zvedel to. Ne, a veš, nekaj, kar te je sproščal, si naredil nekaj, kar se je mogoče manj stresa, kot če bi v eni pisarni delal nekaj, kar bi umiral, pa bil tako, zakaj to delam, to nima nobenega smisla, mogoče je manj stresa, definitivno je manj stresa, kot to. Samo rabaš pa nov hobi, rabaš nek ventil nekje dati. Jaz ne morem tega več na odru, Pa najbrž se ti tudi daj manj da iti na odr, kot veš. Je tako, tudi recimo jaz zdajle jeseni pride moja knjiga, druga, Znanost mirnega življenja in tam tudi pišem o tem, kako recimo te knjige, ki sem rekel, bereš, spremeni si hobi v šiht, pa spi 8 ur, to je nujno, vstan čim kasneje, da se spočiješ. Če bi to recimo vzeli, pa bi vsi upoštevali, bi vsak vnetje slepiča najbrž bila smrtna bolezen, ker če bi ti zbolel med, ne vem, 9 po noč, pa 6 zjutraj, kar zboliš, bi bilo to, kje kirurg, on spi, on rab počitek, to je ful važno, pa pol mora meditirati, pa to, pa pride, ti sam počaka, veš, ali pa da ti en ropar udre ob 2 po noč, kličeš policijo, ob 7:30 prije policaj, takoj, obljubam, sam da se spočije, ker to je nujno, a veš, on je vzbral šiht, ki je hobi. In pač, najlepš, kar lahko narediš v življenju je, da je tvoje poslanstvo, da pomagaš nekomu. Tudi če už daj utrujen, tudi če už daj žalosten. In meni so te mantre večne pozitivnosti so mi odvečno, res. Noben ne more biti zmer. Jaz mislim, da če vsi gremo v to, da bomo vse čas valjda ne moreš biti. To je moj šiht, pa nisem vse čas pozitiven. Pa kdaj te stvari ljudje te lahko trudijo, ful. Ljudje te ful. Kjerkoli šiht, ko delaš z ljudmi, je včasih, ko prijaš domov, je tako, da te je nekdo žel na enem nivoju, ki ga nikoli prej nisem poznal. A ni tako? Absolutno. Kaj pa je bilo tako, ne znam ti razložiti sploh, ampak sam ljudje so me izžel. Pa nič slabega ni bilo, samo delal si, a veš, nič ni tako, da bi lahko dal, točen ta človek je bil. Ne, včasih je sam tako prije, ne moreš biti skozi pozitivno. Interakcija je tako intenzivna lahko, se tudi pri nas, imaš najprej bolnik, pol kliče brat, pa ga zanima, kako je, pol kliče fotar, veš, svojci, vse razumeš, pa razumeš to skrb, pa vse, pa vedno znova te sprašujem, ampak pismo izžamete pa ful, res. Sorry, jaz bom sam mogel se Ti kar? Razumem, ti jaz smo sinu vse. Ne, to stane. Da ljudje vidijo, da si človek. Tudi David Zupančič si kdaj ubriše nos.
Ni samo podcaster, ni samo pisatelj, ni samo neverjeten zdravnik, je tudi človek, tako kot vi. Pust not. Ne vem, če sem pripravljen na to, ampak to si zdaj tako lepo razkril, da tako nimam časa rezati. Ti si bil nespečen. Ja. Meni je dolg časa trajal, jaz sem se ful trudil spat, pa recimo jest, tako kot drugi. Hkrati, Ne. Pa sem se pa nekaj dušil v spanju, pa sem rekel, ne moram te torte med spanjem. Sorry, prosti. Ne rabiš, se pravičujem. Si imel nek point to make. Ja, se pravičujem, se vem, kjer avto je tvoj na parkirišču. Se to ne skrbi. Hotel sem reči, da si pa mogel še enkrat nos obrisniti od tebe. Hotel sem reči, da je... Da sem se trudil, tako kot drugi pravijo, da moraš, spati moraš jeti zgodaj. Jaz sem se trudil jeti zgodaj, jaz nisem nikoli mogel jeti zgodaj. Jaz sem zelo nočen človek. Full idej sem po noč pisal, jaz sem šel, če gremo po noči spati, je zgodaj za mene. Ponovati okoli enih, dveh, tudi kar je super z mojim jobom, zaradi tega, ker takrat prideš iz nastopa, recimo, ali pa kaj taka. Ampak to že moj cel life je tako bilo. In sem se trudil drugače. In zjutraj nikoli nisem bil lačen, sem si rekel, zajtraj moraš imeti. Sem se matral s tem, da sem zjutraj jedel, pa zdaj sem si pa naredil to, še posebej, ko probam malo bolj zdravo jesti pa to, sem si ta intermittent fasting naredil in imam ob 11 jem, kar mi je the best. Pa zadnji obrok jem ob 7, ne? Kao 16-8 imam. In mi je to najboljša stvar na svetu in nisem nikoli se ne matram, da jem, tako pozni zajtrki so meni da best, ne ravno bosnih, kaj zjutraj moraš zbudiš se kuj za energijo. Meni to nikoli ni sedel. Tako da, kar rečejo, da je dobro, ni zmer dobro za vse. Ja, seveda. A ne? Tako da tudi, goče komu celo rata biti skozi srečo. Važen je poslušati svoje telo, je pa res, da večina teh priporočil je bazirano na nekih, ogromnih vzorcih ljudi, ki ti pač ponavadi dajo nek doprinos. Sam, koliko so pa to, ti veš, koliko so te raziskave, kdaj je bila raziskava narejena? 20 let nazaj. Tle imaš ogromno, ko bereš neko študijo, je ful vprašanje. Prvič je to, ko si rekel, kdaj je bilo raziskan. Zdaj je ful drugače, kot je bil 40 let nazaj. Veš. To recimo, če gledaš ti, koliko je stresa, ne vem, ob študiju, pa boš gledal za leto 90, 2000 pa 2010 bo vedno drugače. Druga stvar je, v katerem žurnalu, v katerem reviji je bilo objavljeno, koliko je ta revija močna. Eni pač vse sprejmejo, pa imaš pa to je impact faktor, se reče, koliko je ta revija impactful za znanost, koliko imajo močne reviewerje, koliko velik člankov. In če ti neko revijo, New England Journal of Medicine, tak primer, ali pa Lancet, če tam objavljen si tako, to je legit. Tam so hoteli imeti več podatkov, več nazaj. In pač, ker ti, to je kdaj ta handpicking bil med COVID-om, tudi so najdeli nek objav, kar nekje, ker je napisala vmes en stavek, da 3 cepljeni so pa imeli, ne vem, neko in pol. Na ta način. Tako da, to so ful, kako si rekel, pač pametna vprašanja in moraš vedeti, kjera revija, kdaj je objavljena, kako je to in to se tudi spremenja. Sploh pa se mi zdi, da se zdaj stvari hitreje spreminjajo, ali pa vam jaz feeling, ker sem znotraj tega, ampak tako ful se mi zdi, da je hitreje. Ne, ful. Tako, jaz se ne... Koliko si ti, Miro, ti si mlajši? Jaz bom 32 zdaj. Zdaj, ne kdaj se to posluša, ampak... Ti si tok elokventen, lepo artikuliran gospod, da imam feeling, da si starejši, kot si je. Gospod Miri. Gospod, ja, si. Ja. Okay. A ni to? Ja. Ampak ti si pa tudi to tako lepo povedal zdaj vse, da a si ti kdaj predaval? Veš, da imam motiv za to vprašanje. Sem vodil kakšno delavnico. Nisi pa prvo predaval. Kaj na faksu? Ja, recimo. Veš, ko sem rekel, da sem raziskoval na Google tebe. Ja. Sem najdel Sašo Stare, profesor, na profesori.net. In pa sem bil tako, to zihar ni Sašo, ampak tam ni slike, predaval si sociologijo, to sem rekel, mogoče, sociologijo, pa sem videl komentarje in sem rekel, mogoče pa res je Sašo, no? Tako da, ne vem, evo, ti bom jih par prebral. No, izjemen pedagog, umetnik besed. To bi lahko bil Sašo? To. Sporočil odsotnost 2 dni vnaprej, da smo se do študenti lahko prilagodili.
Evo, to je obljuben, da je komentar. Enkrat je dvakrat predaval. Če komu to rata, da enkrat dvakrat predava, po mojem si to ti? Aj še kaj še? Ja. Zaradi njega se je študij izplačal. Vse pohvale. Svojim nastopom mi je ukradel srce takoj, ko je začel govoriti. Tako da, mislim, profesor Stare, če to nisi ti, tisti, ki je... To sem jaz. Ampak ne zato, ker sem bil profesor. Aj še kažem. En je še, ja. No, daj povej, pa ti pa je. In to mogoče tudi bi lahko zelo fair. Vedno prizna, ko česa ne ve. To je res. To je pa direktna referenca na podcast, res tega ne veš? Aha, no, mogoče so pa samo zamešali vaju. Ne. Pa so tebe res ocenjali? En gost. Podcast, res tega ne veš, kjer si bil gost pred 2 mesecema. Ne vem, kdaj bo to prišlo. Sem bil gost, pred kratkim. Zelo vabljen, jaz sem se zelo zabaval. Ja, fajn, zelo fajn. Upam, da bo še komu drugo smešen, da nisem men, ko sem bil. Da je. Mislim, meni je. Meni je bilo ful smešno. Meni je bilo tudi. Pa ne sem smešen, mislim tako. Dobra izkušnja. Ja, dobra izkušnja. Pa tudi tam sem eno študijo citiral, ker sem te zelo šokiral. Pa si res, ja. Vsak del en ve neki, drugi del morate ugibati, full fine. No? V glavnem, in en izmed najmanjih gostov, pred nekaj časa, je bil Matic Kokošar, ki pa je učitelj, mislim, da zgodovine, ki je pa tudi komik drugače. In je znotraj tega je povedal, da kje ga na koncu rečejo, kje te lahko vidijo, in je zmeraj rekel, no, tam imam nastop, pa tam, pa drugače pa tudi na profesorji pikari. In pa sem videl rekla, kao, dej pete ke, pa mu dejmo zvišati ceno, kakor je možen. In so mu začeli višati, da je prišel na ful visoko po mojo ceno. In pa se je pa nekdo najdel, kaj mene dal za profesorja noter, in to so poslušalci podcasta začeli potem pisati komentarje. Čak, a je to pol to mogoče? To je to. A ja, posla razčistila. Nekdo je dodal Sašta Stareta kot profesorja na profesorji.net. Ampak meni se je zdel... Koliko vam pa oceno? 4.8. To je ful. 4.8. Pa sploh ni za profesor. In to je, ocen je pa... Ok, 4 ocene so. Ampak, dobar. Sem mislil, da je tako 500, ful bolj impresioniran. Ampak ne, 4 cela. Dobro, malo več poslušalcev mava, ampak očitno 4 imajo cajt to pisati. Ja. Ampak komentarje je bilo pa več. No. Okay. Enkrat je predaval, dvakrat, vedel sem, da si ti to. Ja, to je to. Res, the best. Moram vrediti to. Ja, to je najnič. Sam da so to razčistila. Se sem mi tudi naredil, ker nisem imel Wikipedija članka, pa so eni poslušalci, eni fani podcasta, ker sem se enkrat pritoževal, da tega nimam, so šli, pa so mi naredili Wikipedija. Videl sem, da ga imaš, ja. Ja, zdaj ga imam. Ja, nujno. Jaz ljudi, če rabiš, da kaj zrihtajo. David, pa jaz sem ljudi za to. Ti sam reč. Malo me skrbi, da bi se javil za kaj tako. Karkoli. Da me še bolj skrbi. The best. Jaz bi se sam še zahvalil, ker umetnost lenarjenja podcast, ta epizoda specifično nastaja v sodelovanju z Varuhom zdravja, vzajemne, in da sva Sašo tam v to krasni sobi, hvala lepa, da ne snemava v moji kleti ali pa kje, kar bi bila tudi sicer najbolj zanimiva izkušnja. Moja hčerka zadnje čase zelo kašla in Ester prav, da je to, kar ima v plesen v stanovanju, čeprav jaz temu ne verjamem čist. A ima ta plesen? A si pregledal? Mal je mava najbrž, ampak pucava, mislim, tako en del, veš, ko se težko sčisti, ne? In pol tis, ko drgneš, se sčisti, sam pa spet rad, ne vem, lej, bomo, ampak jaz kot zdravnik vem, da od plesni težko zboliš, če si zdrav. Okay. Tako da me malo manj skrbi. Klet je pa čista, no, tako da. Mi boš pokazal enkrat. Enkrat, ko bom zgubil pokrovitelja in ne bo več le, boš prišel v klet. Eno stvar, ki sem ti hotel, eno raziskavo pokazati, ki ti bo moje všeč, in sicer sem jo najdel v tej knjigi, jo bom kar pokazal, to je ena knjiga, ki se imenuje 55 Life Lessons from Amino's Island, v angleščini je napisana pod pseudonimom, ampak je pa podpisani so 3 psihologi slovenski, Tadeusz Ropert, Ana Lubej in Urška Drofenik. Okay. 55 nekih takih zelo kratkih, pragmatičnih, to ni leposlovje, če bi radi brali leposlovje, ampak je tako, zelo kratki, pragmatični, praktični nasveti za življenje, bazirani na raziskavah. To je meni ful dober. Okay. Na zadnjih 20 strani knjige so samo študije, ki lahko pogledaš. No in tle noter je tudi eno poglavje, eno od teh 55 nasvetov je Take humor seriously. In tam pišejo o tem, kar sem malo že tudi odprla, no, se pravi, kako to razbremeni situacija, kako to link do te knjige bom dal tudi spodaj, pa še do drugih stvari, o katerih sva govorila, no, to vedno rečem, da se kdo ne zapisuje med tem, ko vozi avto, posluša podcast in tako. Raziskava leta 2005, oni so primerjali 20-minutno izpostavljenost
kolesarjenju na 50% frekvence, ne gremo na polni stres, gledanju smešnega videa, 20-minutnega, poslušanju glasbe, pa sedenja v miru in tišini. Ne, kako to vpliva na ljudi. So imeli te neke standardizirane, ne vem, zdaj, ocenjevalnike, anksioznosti, nemira, stresa, spočitka, ali srčne frekvence, ali vprašalniki in tako. No, in oni so dokazali, da vse te 4 stvari, se pravi kolesarjenje, aerobna aktivnost, tako vemo, da dela nižji stres, video, glasba in to mirno sedenje, statistično pomembno zmanjšalo občutkov anksioznosti in pri vseh 3, razen pri mirnemu sedenju, tudi nižji negativni afekt, se pravi, nižja negativna čustva. Okay. Najbolj od vseh so lepa spremembe izrazite v primeru tega gledanja smešnega posnetka. Kar je bilo meni zelo zanimivo. In avtori zaključujejo, da te akutne, takojšnje psihološke prednosti humorja so primerljive za aerobno vadbo, ker to se zelo omenja, ne? Če si žalosten, če si ne vem, karkoli, 5 teč, 5 na sprehod. Ja, super je to. Ampak smeh, humor, te zelo na podoben način lahko razbremeni. Ne? Jaz bi se strinjal, dobro. Ker je to dobro za moj poklic. In pa bi rad rekel, da ja, mogoče je smeh oziroma humor primerljiv z aerobno vadbo v kontekstu počutja, ne pa v kontekstu dejanskih kil. Tako da, očitno, tako da pej tudi lafat, a veš? Pej do boje. Pej si lafat, pa si daj tak podcast, ja, daj si funny podcast, ali pa kakšen stand-up posluš, pa pej lafat. Ne vem, če bo to deloval. A si kdaj probo lafat, pa se smejati, ja. Skup padaš. Ne vem, pač dihanje ti ne gre zelo dobro potem. Meni je, jaz, tako kot sem rekel, po nesreči, jaz sem probo. Probo si lafat, pa se smejati. Ti si me povabil na ta podcast, a ti res tega ne veš? A res tega ne veš, ja? In pa si mi napisal, ker jaz prej nisem poznal tega podcasta, nisem poznal skoraj nobenega. In pol si mi napisal, vsaj poglej kakšno epizodo, da boš vedel pač vsaj naš... kako gre, ne, imaš specifično zaporedje. Jaz sem rekel, valjda, in potem sem šel v fitness, ne, in jaz tako v fitness, dobro, si bom dal en podcast, da bom jaz vidim, ne, in jaz začnem neki laufati ali dvigati teži ali neki in si dam še tisto epizodo, ki je bil pa libacija je bila, to se tako spomnim. Niko. Ja. Niko zagode. Ja, in libacija je bilo geslo in jaz začnem kao trenirati. Jaz nisem mogel, jaz sem se vsedel, to je bilo toliko smešen, ne vem, če so vse epizode toliko smešne, ampak če boste rekel, probal bi ta tvoj podcast od Sašota poslušati, pa recimo, da ste naše 3, ne, moje epizode s Sašotom že poslušali. Libacija je the one to go, res dobro, no, in sem gotoval takrat, da ne morem res trenirati, pa to poslušati skrati. Ljudje se to čuden gledajo, veš. Ko dvigneš v tež. Kdo je ta človek? Ampak ti ne da moči. Mogo bi jih stejmirati, na. Ste kar psihopat. Se to, ja. Še huj bi zgleda. Tako da, mogoče je to, kar si rekel, zelo dober nasvet za življenje, tudi trenirati, ampak ni treba vedno sočasno. Mogoče ne rabiš vsega skupaj delati. Zdaj si cajt za eno stvar posebej. Smo našli en prostor, kamor humor ne spada tako nujno. Mogoče, ja. Fitness, recimo. Pa v fitness absolutno ne. Pa med takrat tudi ni primeren humor. Aha. Verjetno. Mogoče res. Mislim, ker si dal dolg časa skupaj, kakšna šala. Nisem še probal. Je probi enkrat tako, a si slišala tega? Ta vic o Gorenci. Ja, kaj delaš? Ne, zdaj tega ne. Ne, ja. Humor ne spada povsod, tako je. Ampak veš kaj, spada pa kdaj, mislim, to, kot sem si rekla prej, te situacije, ki ne bi takoj rekel, da je primerno, mislim, spada je taka beseda. Ampak recimo en primer, jaz sem eno anekdoto sem prebral v Winstonu Churchillu, ki mi je bila zelo ljuba. Ne vem, če je res, to je anekdota v eni knjigi o njemu in se špekulirajo te, bom rekel, akademiki anekdot, če je to res ali ne. Ampak da mu je članica parlamenta Nancy Astor mu je enkrat rekla med neko zelo hitec debato, ne, oni so imeli, sicer on je bil tak, ne, on se je kregal in to in mu je rekla, če bi bili vi moj mož, bi vam dala strup v čaj. Ja. In on je rekel, če bi bila vi moja žena, bi ga spil. Tako da meni se zdi to taka zgodba, ki bi verjel mogoče, da je lahko njegova. Ampak veš, tudi v parlamentu sredi druge svetovne vojne, kjer se največ pogovarjajo o zelo resnih zadevah in rešuje svet, je kakšna taka šala. Ja, absolutno. Se je mogla, se so toliko stresa, toliko enih stvari, ne moreš se ne zafrkavati iz tega. Ja, valjda. Pismo. A imaš ti kakšne zdaj za ta podcast prijeven
malo kasneje, zdaj snimamo en mesec prej približno, a ne, se pravi septembra. Septembra. Prva sobota septembra je danes, če to poslušate live. In kakšne imaš, kakšne velike plane za naprej, me zanima. Pa ne reč, v avgustu bom imel, ker to je že mim. Ja. Kakšne plane? Pa noč, zdaj jesen se začne Slovenija ima talent. Točno. Lahko gledate to, fajn sezona je. Nekaj smo že posneli, ene polovica sezone je tako živo. Pero pa jaz sem spet v voditeljskih vlogah, tako da gledajte Slovenija ima talent, full fajn bo. Drugače pa stand-up se bo dogajal po Sloveniji, ne vem, tam, kam me vidite, pridite pogledati. To je dejansko v tej knjigi, ki sem jo pokazal, tudi, ko rečejo, ena od stvari, ki lahko narediš zase, kup si stand-up ticket. Tako, to je, se mi zdi dober nasvet. Jaz sem bil na zelo malo stand-upih, v enem sem šel v Los Angelesu, ko smo bili. Sem rekel, Hollywood, ne, let's go. Ja, valjda. In sem mislil, da to bo nek Hollywood, to bo fancy, ampak to šli smo neko zanikrno ulico, dol, v klet, ampak vsi so nas tja poslali, moš iti tja, tam je the real deal, ne. Ni to neka ogromna dvorana zlata, una, ne. Ne, to je drugo. Ampak to je bilo tako dobro. Neki stoli neudobni, postavili so jih tam improvizirano, 4 so bili ali 5 tipov se je zamenjali, jaz sem se tako smejal. Res, the best, ja. Veš, v Sloveniji pa, ne vem, a ne ujamem tega, ali ne spremljam, kje se to najlažje spremlja? Da ne aktivno, mislim... Čak, ti v Ljubljani žeš. Včasih je bilo lažje, kaj je bila 10 še v Ljubljani. No? Zdaj pa ne vem, mogoče najlažje del je tako, da followaš kakšnim komikom. Tem komikom, ki jim pom... Te bom pelal enkrat. No, dej. Ti bom napisal pa... Ja, drugač, ni pa neke full centralne, da bi rekel... Nek central hub. Ja, to ni, no. Je pa tako, pogledaš, do ti je cool, malo pogledaš, malo pofollowaš, itak si objavljamo, kdaj imamo nastope, pa prid pogledati. No. Mene moraš prijeti pogledati enkrat. Ja, ne, ja. To, kad že pogovarjam. Res. Jem pa enkrat z bolo, pa prišel k tebi. Na infekcijsko. Pač se druga na šihtu obiščeva. Da se podpreva svojo stroko, ne? Ja, kva nek pokvarjen mes pojem, ali kva moram lahko probaš uno torto med spanjem. Nehaš dihati. Nekaj bom naredil, da bom ogrozil svoje življenje. In pa prijem k tebi na šiht, ti pa se prid malo sprostiti. Meni se zdi, da jaz levi delež v tem prijateljstvu sem ja, mislim, da boš ti prevzel. Moj tudi, ja. Ja, tako da ti bom povedal, temperal na stand-up. Vi pa tudi pridite, ful je fajn. Tudi mogoče, če ni vsak komik za vas, kar zihar ni, ja. En zihar bo, no. Tako da malo pogledajte. Komedija v Sloveniji se razvija in mislim, da se bo prav je tako, se mi zdi. Ja, mislim, da jo rabimo vsi. Ja, absolutno. Mislim, smo za Američani, ne? Se to moramo vedeti. Tam v Ameriki to so idealni pogoji za stand-up delati. Ja. Če se zafrkavaš iz sebe rad, mogoče tam položena v zibelko. Tako, ja. Pa tudi tako je, da recimo več nastopa, ko imaš, da lahko brusaš svoj material boljše sile. Ja, v Sloveniji imamo omejeno to, koliko lahko jaz naredim nastopa, prej je večina ljudi že to slišala. Ja, tam imaš pa lahko po 3-4 nastope na noč, tam v New Yorku. Sledim neparim tem komikom, ki grejo z enega na drug, na tretji, na četrti nastop in lahko tako cel let delajo in ti na konc leta imaš toliko nastopov, ker sem jih jaz, veš, 3 letih nabral ali pa 4. Ja, razumem. Sam zaradi tega, ker je toliko teh lokalov, toliko teh placov, vsega tega. Ne. Tako da, ja, ampak rastemo, pridite nas gledati. The best. Dej, veš kaj te prosim, a bi še ti kakšno knjigo priporočil? A mora biti ful pomenljiva, tako pa neki, ja, to vam bo izboljšalo življenje. Ena knjiga, v kateri si užival. Iz katerakoli razloga. Lahko ti izboljša življenje, lahko si se sam sprostil, lahko je bila smešna, lahko si se zjokal. Karkoli, kar ti tako pade v misel. Jesus Christ. A zakaj ne maram teh? Zato kaj ful imam knjig, ki so mi cool. Povej 3 zaradi mene. Lahko tudi daš na top 3. Jaz ful uživam v enih knjigah. Jaz imam ful občasno kakšen fantasy. Ja. Všeč mi je kakšen svet, ki ni naš. Zelo razumem. Ker je pobeg od realnosti, valjda, ne? Tako da sem zelo užival v eni seriji knjig, ki sicer se dogaja v alternativnem, kar v našem svetu pač so neki magic pa to. Dresden Files. Full dobro. Aha, da poznam. Ne poznaš? Ne. Da je tak urban fantasy. A ti si tudi fantasy? Ja. Brandon Sanderson je meni recimo vrhunski. Okay, George Martin. Jaz nisem toliko za Martina, ki mi je preveč političen, ampak Sanderson mi cool. Mistborn. Ja, čeprav Mistborn je bil meni meh,
Pa sem bral uno novelo, ki se dogaja na njihovem divjem zahodu, pa mi je bila ful dobra. Pa je druga trilogija, ki se tudi takrat dogaja, ki pa še nisem bral. In mi je bilo ful nadgradnja. Ne vem, Mizbor mi je bilo pa ok. Meni je bil pa odličen Mizbor. Mogoče je bil prepočasen za mene. Ne vem, ali pa ne vem. Kaj pa vem, je pa res, da sem ga dolg časa nazaj bral. Mogoče ga zdaj z odraslimi možgani. Ne vem. Drugač, ja, Dresden Files, zelo lahkotno branje. Zelo tako, to je tako, on je detektiv / wizard, ki rešuje primer, to je tako, kot da bereš film noir, tako, kot da je film noir, on rešuje en problem, en primer, femme fatale, vse te pravila filma noir so, samo da je fantasy svet. Noro dobro je. No. Mislim, meni je to ful dobro, ker mi je cool, malo ta mešanje žanrov. Drugače pa, kaj s tem? Moj kolega je napisal knjigo Smrdljivc, odlična knjiga za mlajše bralce. Taka whodunit zadeva, na osnovni šoli se dogaja. Ja, je vrgel groznega smrdljivca in ugotoviti morajo kdo. Tako da Rok Bohinc Smrdljivc. Malo reklame naredimo, pa kva še, kjer ga bi še lahko ti dal? Pa zdaj le berem trenutno biografijo Norma MacDonalda, oziroma njegovo fake biografijo, ker model je naredil. Norm MacDonald je fantastičen komik, ki je žal tudi že premenil, in je napisal fake biografijo svojo. Nekaj let pred njim umrl in pač napisal, je rekel so mi, damo ti full cash za biografijo, pa sem si jo zmislil. To se tu sliši zanimivo. Ja, je full over, tako da pogledaj si to, Norm MacDonald. Hvala ti za te predloge. Hvala ti res, zdaj smo malo več kot 1 uro se pogovarjava. Pa se boš zrežal uno kihanje ven, pa se bo malo manj na koncu. Hvala za povabilo. Ne, res. Upam, da bo nekdo, ki je navajen poslušati Dohtarje, pa Nika Škrlenca. Da bo rekel, dobro, se stareje, ni bil toliko slab. Ampak zato sem tebe tudi povabil, Sašo, ker sem vedel, da bo smešen, mene kar malo boli že po moje odsmejanje. Mi je bil pogovor, da ima prijeten, obenem sem pa vedel, da ne bo samo trivialno, da ne bo samo nek joke, ampak da bom lahko tudi dobil nek... A si izvedel kaj? Ja, in tudi ta pogovor, veš, o teh nijansah humorja v povezavi tudi z nekim malo temnejšimi platmi življenja in to je zelo, se mi zdi, povedan in je važno, da sporočimo v svet. Tako da, the best, mislim, da boš mogel še kdaj prijeti nazaj. No. Z veseljem, kadarkoli. Pa upam, da tle, kot sem rekel. Ja, tukaj. Super, ali pa v tvoji kleti. Ja, jaz prijem tudi v klet. Jaz prijem kamarkoli. To je dobro vedeti. Sašo Starepika.com, kamarkoli, pridem, me lahko najamete. Ne, kul je. Ok, super. The best, mi je veselje, da se bilo pogovarjati s tabo. Doktor Stare se poslavlja. A veš, da mislim, da sem res v sorodu z Andrejem Staretom. Ja, ampak nisem, ne. Ampak folk na najbolj čudne načine me sprašuje. Enkrat je en prišel pa rekel, hej, a si ti v sorodu s kakšnim Staretom? Sem vest, se ne pari mi, ja. Sam ne pa zvonim, kaj ti misliš. Ti si kakšen Zupančičem v sorodu. Mene pa Zupančič kot 4. najpogostejši pring se mi zdi v Sloveniji in mene pa kakšen bolnik, tako jaz pa vašega očeta poznam, pa jaz ko, res, ja, tam je, ne vem, stesal mi je novo mizo, pa jaz kot, ne, to po moje ni. To ne vem, če si zadev, no, razen če ima nek skriven life. Fotor. Ja, še umetnik, mora se nekako preživljati. Ja, sem zraven malo še mizo delal. Ok, hvala Sašo, hvala vsem poslušalcem, se vidimo naslednjič in imejte krasen preostanek dneva. Živite, čau.